10 let je za model avtomobila danes res dolga doba. Verjetno vas bo večina rekla predolga. Nekateri avtomobilski proizvajalci zato vmes predstavijo še drugo generacijo, ampak to zdaj sploh ni pomembno. Tukaj je novi Q7 in za veliko večino je bil razočaranje. Zaradi oblike, jasno. In če bi ta velika večina vzela čas za vožnjo ali vsaj zasesti vanj, bi takoj spremenila mnenje. Ampak gremo lepo po vrsti. Oblika je tista, ki najprej prodaja, sploh med ženskami, ki velikokrat vplivajo na nakup. In če ta ne pritegne v trenutku, mora znamka dobro upravičiti nakup takšnega kolosa, ki skoraj v nobenem primeru ne bo stal manj kot 100 tisočakov. Prejle pa je tule mimo našla ena družina in dekleti, ki sta že v letih, ko je izgled še kako pomemben, sta glasno komentirali: kak je grd. Ampak vseeno pa ste gledali, kdo ima ključe, ker sta vedeli, da tole ni kar en Audi. No, če oblika deli javnosti, pa notranjost všeč skoraj vsem. Že na pogled je huda in počutje zelo prijetno. Tole je verjetno eden najboljših prostorov za vožnjo do danes. Audi pač obvlada ergonomijo in tako se potrudijo pri izbiri materialov in končni obdelavi, tako da je praktično edina stvar, ki je občasno zaškripala samo tale rolo tule zgoraj, pa še to, ko je bil odprt. Sicer pa je v notranjosti prijetno tiho in včasih dobiš kar čuden občutek, kot da je svet okoli obstal. Slišite? Poglejte te merilnike, ki imajo nešteto informacij, pa jih med vožnjo vseeno ne boste gledali, ker ima še projekcijo na šipi. Pa tukaj še en velik zaslon, tule tile krasni gumbi, tukaj ploščica, na katero lahko pišete, pa veliko odlagalnih prostorov. Res top vse skupaj, razen tale volan pa ne paše not, ker ima prisekan spodnji rob. Za kakšen TT je že okej, za tule je pa brez veze. V krogu bi bil boljši, ko parkirate ali ostro zavijate. Novi Q7 je od starega krajši za slabih 10 cm, kar je dejansko ogromno, pa ima kljub temu v notranjosti več prostora. Spredaj ga je itak ogromno, tukaj na drugi klopi pa lahko 4 enako udobno sedijo kot običajnih avtih 3. Ampak itak ne smejo, ker je za 3. No, seveda obstaja še možnost dodatnih sedežev v prtljažniku, čeprav sam raje izberem večji prtljažnik. Je pa tale dokaj naroden, ker je glede na velikost avta precej nizek, pa še tale nakladalni rob je previsok. In še vožnja, ki jo pri takih avtih vedno najbolj kritiziram. Priznam, da me je zelo pozitivno presenetil. Kljub zasnovi, ki bi v osnovi morala pomeniti neudobno vožnjo in kljub kar 21-palčnim platiščem, je tale Q7 še kako udoben. Razlog je v dveh stvareh. Inženirji so tukaj za skoraj 300 kg zmanjšali maso avtomobila, kar je seveda ogromno. Tukaj pa je še vrhunsko zračno vzmetenje, ki je del paketa S-Line. Sicer stane 2500 € in ga morate vzeti. Dejansko zelo lepo blaži praktično vse grde luknje na naših cestah, čisto malo še vibrira v tistih najmanjših grbinicah. No, dober je tudi občutek na volanu in pa seveda je tukaj še odličen 3-litrski turbodizelski agregat, ki proizvede 200 kW, torej 272 konjev in 600 Nm navora. Kljub masi zelo prepričljivo premika avto, morate pa računati porabo slabih 10 litrov na 100 prevoženih kilometrov. To pa ja. Vstopni Q7 s tem motorjem in serijskim 4-kolesnim pogonom Quattro že stane okrog 70 €. Ampak če želite, da vsaj približno izgleda in ima vso to moderno opremo, bo treba seči še malo globlje v žep. Za toliko, kot stane en poprečen A3. Tale ob meni stane 107, pa mi v glavi še kar odmeva komentar deklet od prej. Audi, no, a ste res vso svojo energijo vložili samo v tehniko? Mislim, avto je res hud, tu ni kaj, ampak da ne more tega še pokazati. Kaj pa vem. No, sej, enim je pa to celo všeč.